Fantasy. Radio Moje področje, Fantasy. kako sem vesela. Včasih je pa dobro delati zjutraj, ker imaš potem lahko kakšnega športnika v studiu. In danes je gost Sebastian Gobec, tehnični direktor nogometnega kluba Celje, v preteklosti pa vrhunski nogometaš, ne nazadnje je še vedno rekorder po številu odigranih tekem v prvi slovenski nogometni ligi, 488 je tista številka. In Sebastian ni prišel v studio sam, s seboj je prinesel enega lepotca, ki je kar masiven, ampak miza bo zdržala. Skratka, gre za pokalno lovoriko. Namreč nogometaši Celja so letos po 2 desetletjih pauze, bom rekla tako, ponovno postali pokalni prvaki. Iskrene čestitke, Sebastian. Ja, najprej dobro jutro vsem vašim poslušalcem in poslušalkam. Hvala lepa za čestitke. Glede na to, da si prvo lovoriko pokalno doživel še kot nogometaš, je kakšna razlika bila zdaj, ko si jo spet lahko takole daš v roke, pa rečeš, evo, naša je. Pa moram reči pošteno, da sem zelo veliko razmišljal o tem po tej pokalni lovoriki. Vemo, koliko final smo izgubili. To se res, bom rekel, neke travme oziroma pustiti neke ne posledice, ampak pač bolijo ti porazi in res sem zelo vesel tega pokala, bom rekel, mogoče celo bolj kolanskega državnega prvaka, mogoče se sliši čudno, ampak dobesedno čakali smo ga 20 let, bili velikokrat zelo blizu, dostikrat izgubili finale po penalih in tisti, ko je bil športnik, ve, da to pač res boli in res sem vesel tega lepotca in prepričan sem, da bo večkrat oziroma, da jih bomo še več osvojili in da bo več teh lepotcev v naši vitrini. Ja, če se da kakega dobiti takle za domov, mi povej. Nimamo nič proti, ali pa da ga tukaj na radio, recimo. Sej replike so, verjetno pač. Ja, replike so, ta v studio je prehodni, original, tako da moramo še neke popravke narediti, se pravi, treba ga še ogravirati. Pokalni zmagovalec 2025, ampak je pa pristen, pravi. Skratka, doživel je že marsikaj, ima zgodovino, ima preteklost, tako kot jo imaš tudi ti. Kot rečeno, v športnem smislu si fenomen. In očitno gre v tem nogometnem klubu Celje kar nekako iz generacije v generacijo ta ljubezen. V družini Gobec se je tako očitno zgodilo, ne, da sin Stijan gre zdaj po očetovih korakih, včeraj je doživel premiero v prvoligaški sceni na tekmi z Nafto. Mimogrede, Celje je zmagalo, če slučajno še kdo ne ve, 6-1. Kako si ti doživel ta njegov debi? Videli smo, ta kamera te je ujela na tribuni, si bil kaj nervozen? Pa rekel bi, oziroma če bi rekel, da me ni to dotaknilo, bi se zlagal. Definitivno so drugačni občutki, definitivno pač končno čutiš neko zadovoljstvo, predvsem zaradi tega, ker vidiš, da je sin zadovoljen, da uživa v tem, kar počne, da ima rad nogomet, da pač je dobil priložnost, ko mogoče njegovi vrstniki lahko samo sanjajo pri teh letih. Tako da ampak po drugi strani pa tudi se sam zaveda, da je to, bom rekel, šele začetkov in čaka ga še ogromno dokazovanja oziroma trga treninga, da bo prišel na nivo, ki si ga verjetno sam želi oziroma ki vsi skupaj pričakujemo od njega, ampak sigurno so lepi občutki. No. Mimogrede, a si mogoče ti bil tisti, ki ga je pripeljal v ta nogometni svet, ali je kar sam od sebe mogoče vzljubil ta šport? Ne, sam je, v bistvu je tudi tak drugačen športni tip, je zelo velik, tudi ko je bil še mlajši oziroma manjši, je počel razno drugih, bil tudi v drugih športih, potem se pa sam pač odločil za nogomet, ni bilo nobenega pritiska, nobenega usmerjanja, sam si vzel stvari, pač tisto, kar mu paše in po eni strani, se pravi, je šel po tej poti, ko sem jo jaz prehodil. Tako da pač v tej priligi pač želim, da bo čim bolj vztrajen, tudi ko bojo težki trenutki, kar seveda sigurno bojo, da bo vztrajal, da bo priden, da bo delal in potem te v življenju tudi nagradi v bistvu karkoli bo pač počel. Ne bo imel nobenih privilegijev, čeprav je Ata tako uspešen kot je, to se vidi tudi v preostalih, recimo takšnih tandemih, recimo dinastija Sešljar, ne, vemo, mora svit prav tako garat, ne gre nič skozi prste, se ne gleda. Jaz vem, da pač nekateri ljudje mislijo drugače, ampak jaz mislim, da je še
mogoče pod večjim pritiskom in Svit in bom rekel Stijan, tudi če malo širše gremo, tudi Luka Zahovič. Vemo, da je imel Karič, so imeli dosti podobne situacije oziroma iste, pač to je nek sestavni del tega biznisa in mogel bo to predelati, mogel bo to prebaviti in preko bo to dojel, da pač so stvari takšne, kakršne so, si bo vzel to prid, bo še mogoče bolj motiviran, da bo pač dokazal, da ni zaradi mene dobil včeraj minute, da si jih je sam zaslužil in to je pač v končni fazi najbolj pomembno, mi pa tako vemo, oziroma vejo ljudje v klubu z Albertom na čelo, da pač tisto, ko si pač ne zasluži, pač ne bo pri njemu igral in to tako more biti, kar se jaz definitivno tudi strinjam, tako da, kar se tega tiče, je vse njegova zasluga oziroma vse njegov trud, ki pač se mu, da bom rekel, počasi začne poplačevati. Skratka, če potegnem pod črto, Stijan, samo tako naprej. Midva pa se zdaj dotakniva še tele skoraj da že končane sezone, ki je bila epska za nogometni klub Celje. Na 3 frontah, kot pravimo, ste igrali evropske tekmovanja, državno prvenstvo, pokalno prvenstvo, ena lovorika je naša, državnem se nam je malo spižilo, ampak smo vedno blizu. Evropska sezona pa je bila fenomenalna. To pa, mislim, jaz kot navijač, saj sem pristranska, ampak vsa čast, res. Vsa čast in kapo dol za vse borbene igre, ki smo jih bili deležni kot navijači, ker to pa je res en tisti lep požitek, ko vidiš, da fantje dejansko odgarajo celo tekmo. Sej včasih potrebuješ tudi srečo, da se potem seveda rezultat obrne v tvojo korist, ampak če nisi borec na igrišču, ne moreš tega imeti in se mi zdi, da je to kar lepa nagrada bila za vse fante, da so tako daleč prišli, skratka zaigrali v četrtfinalu konferenčne lige, pa še tam skoraj da že šli čez, malenkost je zmanjkalo. Ja, res je, v bistvu bom rekel, da tukaj je bila res neka zgodba, ki jo je pač, to moramo poudariti, peljal oziroma bil gonilna sila naš trener. Albert je stvari postavil, vemo, da si takoj prišel v klub lani poleti, da so imeli dosti težav z rezultati, z samo postavitvijo oziroma z sprejemanjem njegovega razmišljanja nogometa, ampak potem pač, ko se je ustrajal, ko je stvar šla, bolj ko je šla stvar, bom rekel, v jesen, bolj so fantje bolj funkcionirali, bolj zgledali na igrišču, tako da tukaj res najprej gre zasluga seveda igralcem plus stafu, trenerskemu stafu, ki je naredil res po mojem mnenju vrhunski posel. Po mojem osebnem mnenju je to najboljša sezona v klubski zgodovini. Pridi v četrtfinale ene evropskega tekmovanja, tisti, ko je tekmoval, tem ve, da to ne moreš pač tako daleč prijeti slučajno, da se definitivno pokazala kvaliteta, zelo velika kvaliteta, da so fantje odigrali vrhunske tekme. Res je, da smo potem mogoče nas je malo to definitivno koštalo, ali pa smo davek plačevali v državnem prvenstvu, ampak na koncu, ko potegnemo črto, čaka nas še za vikend ena tekma, odigrali jo bomo 100%, tako smo vsako prejšnjo bili, ne bom rekel nagrajeni, ampak zasluženo smo osvojili pokal Pivovarne Union in jaz mislim, tako sem rekel, da je to najboljša sezona v zgodovini kluba in moramo stremeti, da naslednjo leto mogoče še dvignemo za stopničko više, kar pa vemo, da bo zelo težko. Absolutno je težko, ampak smo pa takšni, da vedno pričakujemo več, tudi mi navijači. Ok, zdaj imamo pokal, drug let dajmo pa kar oboje, državno prvenstvo, pokal pa po možnosti še Evropo. Malo smo mogoče včasih pretirano navdušeni glede tega, ampak seveda z veseljem spremljamo te predstave nogometašev Celja. Glede na to, da gre sezona v koncu, bo tudi nekaj kadrovskih menjav se zgodilo, prav gotovo fantje so se na evropskem prizorišču predstavili v maksimalno dobri luči, trkajo verjetno dobre ponudbe tudi na vrata, tako da verjamem, da vas čaka tudi pestro poletje, zdaj. Ja, sigurno, zdaj se začne, ko grejo fantje na dopust, zaslužen dopust, se v pisarnah začne, bom rekel, gužva oziroma se začne zelo fejs dogaja, tako da ja, zdaj nas čaka, vemo, kaj nas čaka, kar se tega tiče, smo izkušeni. Definitivno tako vsak klub oziroma vsak prestopni rok se dogaja odhodi in prihodi. Tako da ja, zdaj bo treba zavihati rokave v pisarnah in speljati
stvari, kjer so si pač strokovni štab zadal, oziroma da jih probamo sprovesti in iti v novo sezono še bolj pripravljeni, kot smo šli lani. Bo trener ostal, je že kaj? Ja, seveda, pač trener ima pogodbo še 1 leto in tako ima pogodbo, tako bo tudi izpolnil pogodbo. Ok, skratka, si lahko vdahnemo, ker smo se že kar malo bali, da bo mogoče res rekel, ne zato, ker ne bi imel rad Celja pa nogometa, ne, ampak ker so ga kakšne druge situacije pripravili do tega, da je rekel, da kaj mi je tega treba. Ampak ne, ok, vsa čast mu res, tudi za te mlade fante, se pravi, ki prihajajo, kot je tvoj sin in podobno, je velik bonus, bom rekla, da imajo možnost trenirati s takšnim trenerjem oziroma da črpajo njegovo znanje, ne. Jaz mislim, jaz sem zdaj Alberta spoznal, se pravi, to leto in prej 3 mesece, ko je bil v Celju prvič, ko je bil v prvem mandatu. Jaz jim pravim tem fantom, da so lahko veseli in hvaležni, da imajo priložnost se učiti od definitivno najboljšega trenerja v Sloveniji, po mojem mnenju še celo širše. Tako da, kar se tiče tega, so lahko hvaležni in morajo vsak trening oziroma vsak njegovo besedo vpijati v sebe, ker to jim bo v karieri zelo prav pršli in ja, vemo, da Albert ima neke svoje zahteve in mislim, da je on za vzgojo teh fantov mladih, ko se dobro čiri priložnost. Pa bom rekel tudi ostalih, kjer so mogoče starejši, tak privilegij, ko mislim, da ga drugi lahko sam želijo, tako da ja. Oni upam, da se to zavedajo in definitivno se pa mi v klubu to zavedamo, kaj pomeni za klub, za razvoj igralca, če imamo njega in s tem tudi smo mi njemu hvaležni, da to on predaja znanje naprej. Tako da, mister, please stay with us. Oziroma, gospod, prosim, ostani z nami, da še prevod naredim mimo grede. Za konec, evo, same sezone tekma z Domžalami, ta vikend bo na stadionu z Dežele, ni pa še točno določeno ali v soboto ali nedeljo, ne? Nekaj se še dogovarja na Nogometni zvezi Slovenije. Tukaj bi res prosil poslušalce in poslušalke, da se probajo čim večjem številu udeležiti na zadnji prvenstveni tekmi. Res je, da čakamo še današnji klic Nogometne zveze oziroma da nam pošljajo točno delegiranje. Vemo, da pa zadnjo kolo se mora igrati v istem terminu oziroma mora se ekipa igrati v istem terminu oziroma zelo podobnem. Tako da ja, danes bo točno določeno, ali igramo v nedeljo, tako je planirano oziroma ko je bilo poslano, ali bojo spremenili danes tokom dneva na soboto, tako da ja, mi bomo definitivno takoj javnost obvestili oziroma jih bomo sproti obveščali, tako da še enkrat pa res lepo ste vabljeni na tekmo zadnjega kroga z Domžalami in proslavimo si skupaj pokal. Tudi bomo pač delamo neka presenečenja za naše navijače, predvsem kar se tiče našega lepega pokala novega v vitrini, tako da ja, vsi dobrodošli na tekmo zadnjega kola. Hvala lepa, Sebastian, za gostovanje, hvala, ker si tega lepoca prinesel seboj. Srečno seveda tudi na zadnji tekmi. Spočiste si vmes maksimalno, kolikor bo pač mogoče. Vemo, nova sezona se bo hitro začela, že 10. julija bo prva evropska tekma v sklopu kvalifikacij za Ligo Evropa, tako da ne bo kaj dosti tiste pauze prave, ampak ravno dovolj se mi zdi, da bomo lahko vsi skupaj tudi navijači malo zadihali. Skratka, samo še to želim spomniti, navijači Celja, tako ali tako že veste, tisti, ki pa še ne, pa bi radi vseeno oddali svoj glas v teh dneh ravno do zaključka, seveda do začetka tekme zadnjega kola državnega prvenstva, lahko glasujete za najnogometaša te sezone izmed ekipe Celja in pa tudi za najzadetek, ki ga je kateri izmed teh nogometašev dosegel v tej sezoni. Vsak glas seveda bo zelo prav prišel, pa še posebno veselje vas čaka, ker nekdo bo imel to srečo, da bo lahko potem tudi to priznanje, ki ga prejme seveda najboljši, osebno predal na zadnji tekmi, torej ta vikend bomo zagotovo tudi na Radio Fantasy sporočili, ali bo to v soboto ali pa nedelja. Zgodbe o uspehu. Radio Fantasy. Radio Fantasy.